Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je z menoj ženska, ki je pred nekaj meseci izgubila ljubezen svojega življenja. A njena izguba sega veliko dlje. Lepo pozdravljeni, Patricija. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Hvala, da ste se odzvali. Najprej me seveda zanima, kako bi opisali Žigeja, kako sta se imela, dobila sta dve čudoviti hčerki. Kakšno je bilo vaše življenje? Midva z Žigo sva se spoznala 16 let nazaj, preko enega skupnega prijatelja. In takrat sva se odločila, da greva na eno pijačo in takrat sva takoj vedela, da je to. Takoj sva se zaljubila, sva vedela, da si želiva čim prej iti živeti skupaj, si ustvariti družino, sva se poročila. Tudi Žiga je bil res en tak čudovit človek, ena taka topla oseba in sem zelo hvaležna za to, da sem ob njemu spoznala, kaj pomeni imeti lepo pravo ljubezen in tako čudovito družino. Bil je tudi športnik, imel je veliko prijateljev, zares so ga imeli ljudje iskreno radi. Ja, njega so poznali kot enega takega družabnega, dobrovoljnega človeka, ki je zelo rad pomagal drugim, vedno povezoval ljudi med sabo in ravno zato se mi zdi, da so ga imeli vsi radi. In nato je žal v vaše življenje vstopila ta kruta bolezen. Takrat se je vse spremenilo. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Kolikor mi je znano, je zbolel za rakom. Tako, ja. On je dobil diagnozo raka, belega črevesja. To je bilo kar težko sprejeti, ker je bil mlad, športnik, aktiven, zdravo življenje. Tako da smo se kar težko soočili s to diagnozo. Ampak nekako potem to sprejmeš, ker sva verjela v to, da bo zdravljenje uspešno. Ta rak je bil zelo ozdravljiv. Ampak žal se ni šlo tako. Leto dni je bil Žiga doma, vi ste skrbeli zanj, hkrati ob tem pa ste morali biti podpora še vajinima hčerkama. Kako je v tistem obdobju funkcioniralo to vaše družinsko življenje? V bistvu sploh ne vem, kako smo takrat vse to predelovali in rešili. V bistvu to sva vsak dan sproti iskali neke rešitve, ker to je bilo zelo čustveno, zelo intenzivno, zelo težko obdobje. Seveda smo poskrbeli za to, da sta bili hčerki kakor toliko v redu, da je bilo čim manj nekih teh strahov, čim manj nekih teh težkih trenutkov. Ampak ja, takrat, ko pride taka bolezen, res pridejo na plano vsa čustva. Takrat padejo vse maske in se res dejansko pokaže, kakšen je človek v resnici. Zanimivo, pri nama dvema se je takrat pokazalo še več ljubezni. Midva sva se v tistem obdobju še bolj zbližala in se mi zdi, da mi je ta ljubezen pol dajala neko moč za to, da sem držala z družino skupaj, poskrbela za hčerki in za njega in za sebe. Zdaj, imeli ste tudi podporo drugih družinskih članov, kar je bilo verjetno izrednega pomena. Pa vendarle, ko pride do diagnoze, ko zboli mogoče prijatelj, znanec, ljudje pogosto ne vedo, kako postopati, ne vedo, ali lahko pokličejo, vprašajo, kako si. Previdni so z besedami. Ja, zato ker je to eno tako zelo delikatno področje, se mi zdi. Tako da ljudje res včasih ne vejo, kaj bi rekli, kako bi pomagali, želijo pa si seveda pomagati, ne? Ampak jaz mislim, da je prav, da ponudijo to pomoč, da izrazijo, da je nekdo na razpolago, ker se mi zdi, da v tem obdobju ni fajn, da ostaneš sam v temu. Potem pa zelo odvisno od posameznika, ne? Nekateri si želijo neke družbe, nekateri si želijo neke pomoči. Meni je to recimo zelo pomagalo, da sem imela podporo prijateljev. Tako da se mi zdi najbolj pomembno to, da vemo, da je nekdo, ko ga rabimo, ga lahko pokličemo, čeprav mogoče ga pokličemo samo za en sprehod ali pa za eno kavo. Zdaj nekako žal zdravljenje ni potekalo tako, kot bi si želeli in vedno znova ste dobivali tiste slabe informacije.
Kljub temu pa sta bila oba zelo pozitivna. Kaj vas je takrat gnalo naprej? Ja, res, v bistvu vse čas smo dobivali samo negativne informacije strani zdravstva. Najprej je imel obsevanja, ki so bila neuspešna, potem je imel operacijo, ki se je pač tudi izkazala kot neuspešna. Kemoterapije so zelo poslabšale njegovo stanje, potem so poskusili še z imunoterapijo, ampak tako ni bilo več pomoči. Takrat nas je gnalo to naprej, da sva verjela v nekaj, da bo nekaj pomagalo. Midva sva se zelo obrnila tudi na alternativno medicino, na energijske metode zdravljenja in nekako sva verjela v to, da obstaja neka možnost, da se on lahko pozdravi. In mislim, da me je to najbolj gnalo naprej. Ja. Skozi to upanje, v bistvu, da bo se lahko enkrat pozdravil. Zdaj nekako vi ste bili že predtem blizu tem energetskim duhovnim praksam. Kaj pa Žiga je pred tem, ko je ga doletela ta bolezen, tudi on verjel v te stvari ali jih je začel bolj sprejemati, če lahko tako rečem, šele takrat, ko je zbolel? V bistvu šele takrat, ko je zbolel, se je on začel bolj odpirati za te stvari, čeprav so mu bile blizu tudi prej. Takrat pa, ko je zbolel, se mi zdi, da se je kar odprl malo za te energije. Veliko transgeneracijskih vzorcev, karmičnih vzorcev je predelal. Se mi zdi, da se je ta duša res začela prav počasi odpirati za to in pripravljati na ta prehod v svetlobo. Zdaj, ko sem se pripravljala na najin pogovor, sem tako nekako pri sebi razmišljala, ali ste vi na kateri točki začutili, da izgubljate svojega moža. Vi lahko sedaj, ko gledate nazaj, morda celo rekli, da to vztrajanje je bilo na nek način že poslavljanje od njega. Jaz sem v bistvu do konca verjela v to, da se bo zgodil nek čudež in da se bo on pozdravil. Čeprav si nisem nikoli zatiskala oči pred tem, da mu lahko tudi ne bo uspelo. Nikoli si nisva prekrivala tega, da mogoče pa mu ne bo uspelo, glede na diagnoze, ki jih je dobival. Ampak verjela sva v to naj jo je držalo po koncu, zaradi tega, da smo potem vsaj nekako bila v teh lepih občutkih tudi, da sva si poskušala narediti trenutke tudi lepe, ker če bi bila pa skozi neprestano v tem strahu in v teh slabih diagnozah, se mi zdi, da potem bi bilo še težje vse skupaj. Tako pa nekako smo si naredili vsaj neke te svetle trenutke skupne. Vi o smrti ne govorite kot o koncu, ampak o prehodu duše. Kako vam to pomaga pri sprejemanju njegovega odhoda? Ja, to mišljenje je meni zelo pomagalo. V bistvu jaz verjamem v to, da ko duša odide, umre tukaj samo njegovo fizično telo. Fizično telo umre, duša pa preide v višje dimenzije, v dušni svet. In ta razlaga meni zelo pomagala v procesu žalovanja, mi še zdaj pomaga, ker verjamem, da nisem nikoli sama, da nisem ostala brez njega, da je še vedno tukaj ob meni in ob hčerkah. Govorite tudi o tem, torej, da vidva še vedno na nek način funkcionirata, kako ne rečem. Veliko govorite z njim, čeprav ga fizično ni tukaj, nekako ga vključujete vsak dan, vse, kar se vam in hčerkam dogaja. Ja, jaz se še vedno z njim pogovarjam. Predvsem takrat, ko kakšne stvari ne vem, kako bi naredila, ga vprašam za pomoč, ko moram kam iti, ga prosim, da me vodi, da mi stoji pri tem ob strani in tudi hčerke spodbujam, da se obrneta na njega, ker mislim, da njegova energija je še vedno tukaj prisotna. In tudi se mi zdi, da mi pokaže tudi sam preko določenih ljudi, ki mi pošlje, preko določenih situacij. Vem, da so to njegove stvari, njegovi znaki, da jih je on poslal, ker so tako tipično značilni za njega in sem zato ful hvaležna. Kako sta pa hčerki ves ta čas doživljali to njegovo bolezen in nenazadnje, kako sta se soočili z njegovo smrtjo? Midva pred hčerkama nisva nikoli skrivala ta potek njegove bolezni. Vedno sta bili o vsem obveščeni in sem jo jaz tudi počasi pripravljala na to. Oni dve sta sicer neprestano mislili, da se bom pozdravil. Potem pa sem jo vseeno morala soočati s tem, da je bolezen neozdravljiva, da mu zdravstvo ne more več pomagati. Tako da sem jo počasi pripravljala na ta njegov odhod.
Vendar, tako kot sem rekla, tudi oni dve verjameta v to, da je on še vedno kot duša z nami. In tudi včasih, ko se pohecamo, ne vem, ta mlajša hčerka vpraša, mami, a misliš, da tata zdaj on še vedno igra nogomet v nebesih? Ali pa, a misliš, da oni tudi kosilo jejo? Tako da v bistvu mi se kar še pogovarjamo nekako o njemu, kot da je z nami. No. Tako. Obrnili ste se tudi na hospic v zadnjih trenutkih. Kako vam je pomagal pri sprejemanju, predelovanju vsega tega? Ja, jaz sem takrat začutila, da meni zelo pomaga, da imam take ljudi okrog sebe, ki me razumejo, ki me podpirajo. In ena prijateljica mi je svetovala, naj se obrnem na hospic. Tam smo vse tri dobile, v bistvu kar dobro podporo, ker sem v bistvu takrat, ko sem razložila svoje čustva, kako se jaz počutim, kaj preživljam, kako doživljam to žalovanje, sem videla, da sem sprejeta, da je v bistvu ta način žalovanja nekako, da so vsa ta moja čustva nekako normalna, tudi če so bila zelo intenzivna, a ne. Tako da v bistvu meni je to pomagalo, da sem bila nekako razumljena in podprta, a ne. Nisem želela ob sebi ljudi, ki bi bili v teh nekih občutkih žalosti, ampak rabila sem nekoga, ki me motivira, ki me bodri in da sem vedela, da so v bistvu te občutki, te procesi, skozi katere jaz grem, da so čisto običajni in normalni v tem procesu žalovanja. Za nekako družba pogosto prehitro presoja o tem, kako bi nekdo moral žalovati. Vsi vemo, da načina, kako žalovati, preboleti, je več. Pa pogosto obsojano način, ne vem, glej, šele umrje, pa je odšla nekam, ali pa se smeji. Ste se tudi vi morda srečali s kakšnimi takšnimi očitki? Jaz v bistvu se niti osebno nisem toliko srečala s temi očitki, ker nisem niti dovolila, da bi taka čustva prišla do mene. Je pa res, da ja, družba še vedno na žalovanje in na smrt gleda precej tradicionalno. To se mi zdi, da je zelo povezano tudi z našo kulturo, z našo tradicijo, z nekimi strahovi, ki so nam jih vcepili v glavo. In mogoče skozi ta vidik tako gleda. Čeprav se mi zdi, da se počasi kot družba že začenjamo odpirati za to. In se mi zdi, da je tudi moj namen tukaj, da se o tem pogovarjamo. Zato, da potem tisti ljudje, ki se jim doživi podobne situacije, da vidijo sami, da lahko žalujejo na čisto svoj način, kakor sami občutijo. In to je tudi prav. Zdaj nekako vi ste s hčerama želeli dalje živeti čim prej tisto lepo življenje, kot si je tudi Žiga želel. Kaj kmalu ste odšli tudi na neki izlet, potovanje. Nekaj mesecev potem je bil Božič, ste z veseljem spominom nanj okrasile božično drevo. In takšne stvari, ko morda se pogosto zgodi, da si nekdo misli, ne smem tega storiti, pa ravno drugače. Je mogoče tudi Žiga, preden je odšel, govoril o tem, Patricija, živi naprej, bodite čim bolj srečne, probaj čim bolj polno živeti. Kaj vam je povedal, preden je odšel? Ja, ravno to, a ne. On je bil res en tak energičen človek, pozitiven. In tudi v tistem obdobju, ko je odhajal, sva se midva zelo veliko pogovarjala in on si je želel to, da bi mi živeli naprej srečno življenje. In jaz se tudi tega držim in me tudi to žene naprej. Tudi v tistih trenutkih, ko je meni zelo težko, se potrudim ravno zaradi tega, ker vem, da si on to želi, da bi bila jaz srečna, da bi bile hčerke srečne. In se mi zdi, da potem imam še večjo motivacijo, da res naredim take trenutke, ki bojo ostali nam v lepem spominu. Zdaj nekako prej so govorili o tem, da pogosto ljudje ne vedo, kako pristopiti do nekoga, ki se sreča s takšnimi hudimi diagnozami. In nenazadnje tudi, ko nekdo odide, je morda strah pred smrtjo, če lahko tako rečem, tista nerodnost pri ljudeh, ko ne vedo, kako, kaj. Ko je Žiga odšel, ste dobili podporo torej od prijateljev, družine, ravno to, kar so prej govorile, morda samo sprehod, ta prezrači misli, morda govoriva tudi o čem drugem, čeprav se spomniva tudi na Žigo, pa vendar govoriva še o čem drugem. Ja, ljudje včasih ne vejo, kako bi pristopili. Res je, da želijo samo pomagati, ampak meni se zdi res pomembno to, da
da ponudijo to pomoč, da mi vemo, da je nekdo tam, da ga lahko vprašamo, tako kot smo rekli, lahko tudi samo sprehodi, lahko je to ena kavica. Fajn je, da vemo, da je nekdo tam in da se o tem pogovarjamo. Ja. Vi ste tako v enem izmed pogovorov, ki sem ga poslušala, poudarili, jaz ne želim pomilovanja, jaz želim samo oporo. Ja, jaz nisem želela nikoli pomilovanja, zato ker vem, da se danes dogajajo res zelo žalostne zgodbe in je marsikatera zgodba še bolj žalostna, kot je bila moja. In meni to pomilovanje ni prav nič pomagalo. In tudi v bistvu v času bolezni midva nisva želela teh občutkov in sva se v bistvu tudi odmaknila od takih ljudi, ki so vplivali na naju z neko slabo voljo, žalostjo in z nekim brezupom. In tudi potem po njegovem odhodu sem jaz želela ob sebi pozitivne ljudi, ki me opolnomočijo, ki me ženejo naprej in se tega še zdaj držim. Zanimivo je, da se vi ukvarjate z angelskim reikijem, ne vem, če se točno tako naglasi, se opravičujem. S tem ste se ukvarjali praktično že prej. Kako bi nekomu, ki tega ne pozna, nekako predstavili, zakaj pravzaprav gre? Angelski reiki je ena energijska metoda zdravljenja, ki vključuje pač pomoč nad angelov, hkrati pa tudi reiki terapije, se pravi to univerzalne življenjske energije. In ta zelo pomaga pri nekih transformacijah, prečiščevanju nekih vzorcev. Ampak jaz bi predvsem tukaj rada to poudarila, da v bistvu jaz svojim strankam, predvsem v procesu žalovanja, ponudim, da najprej se dobimo na enem pogovoru, da najprej vidim, kakšna je njihova težava, kako oni gledajo na žalovanje, kakšna je njihova izguba, koliko časa že trajajo te izgube in potem na podlagi tega se skupaj dogovorimo, katera energijska metoda zdravljenja bi bila najbolj učinkovita za posamezno osebo, ker to je res zelo specifično od vsakega posameznika. Kdaj ste se pa sploh začeli ukvarjati s takšnimi stvarmi? Kaj vas je spodbudilo k temu? Z energijskimi metodami zdravljenja sem se začela ukvarjati že 10 let nazaj, takrat, kadar sta bili hčerki še mlajši in sem peljala hčerko k enemu bioenergetiku, ki je zelo pomagal, ki je imela astmo, zdaj je nima več. In tudi mlajši hčerki je pomagal in se spomnim prav takrat, ko sem v tisti sobi pri njemu bila, meni so bile te energije toliko domače, toliko znane, da sem rekla, da jaz si pa to tudi želim. In si želim s temi metodami zdravljenja najprej pomagati svoji družini in sebi in postopoma se je pač pol to razvilo v neko moje poslanstvo. Zdaj nekako se mi zdi, da pred leti je to bila še kar precej tabu tema. Ja. Sedaj pa praktično številni ljudje se že ukvarjajo s tem ali pa vsaj tipajo, zakaj se gre. So ljudje bolj odprti do tega? Ja, so ljudje. Ljudje so postali bolj odprti za te stvari in zelo lepo je to. Všeč mi je. Se mi zdi, da kar potrebujemo v današnjem hitrem tempu življenja tudi neke take energijske podpore, da nas opolnomočijo, da nas pomirijo, da nas nekako vrnejo, prizemljijo nazaj v neko naš center, da se začnemo lažje povezovati spet sami s sabo. Zato se mi zdi, da je prav, da se o tem govori in da je tudi to omogočeno tudi vsakemu, ki se s tem želi srečati. Zdaj, če sem prav zasledila, imate tudi neko vrsto terapij za otroke, vadbe za otroke? Tudi, ja. Energijske terapije so zelo primerne tudi za otroke. Se mi zdi, da še bolj, ker oni so še vedno še bolj povezani s svojim izvorom. Reiki recimo zelo lepo pomaga tudi pri dojenčkih, tudi pri nosečnicah in pa tudi potem seveda v mladostništvu ali pa najstnikom in tako naprej. Bi lahko rekli, da vas je ta izguba spremenila ne le kot človeka, tudi kot terapevtko ne nazadnje? Sedaj mogoče drugače dojemate vse te procese terapije? Ja, po tej izkušnji se mi zdi, da sem postala še bolj odprta za ta duhovni svet. Te informacije so še bolj močne, še bolj globoke, tako da mi to precej pomaga pri terapijah. Po tej izkušnji pa seveda tudi ljudi ob izgubah bolj razumem, lažje znam pristopiti, ker sem šla tudi sama čez to izkušnjo. Vi ste nekako sedaj tudi tista, ki morda lahko koga usmerite s tistimi napotki že v samem štartu.
Torej, recimo, da se nekomu zgodi, da partner zboli, kako se kot partner soočiti s tem, da mu čim bolj pomagamo in stojimo ob strani. Ja, kot partner se mi zdi, da je fajn, da smo mu v oporo, a ne, da pri tem je zelo pomembno, da znamo poskrbeti tudi zase prej, a ne, da smo mi nekomu lahko sploh v oporo. Meni so recimo tle energijske terapije zelo pomagale, zaradi tega, da sem bila jaz toliko polnomočena, da sem lahko poskrbela, se pravi za njega in za hčerki. In se mi zdi, da fajn, da posameznik najde v taki situaciji, da si najprej sebi tudi dovoli pomagati, zato da je lahko potem tudi partnerju v oporo, a ne. Takrat pač ko nekdo zboli, je njegova energija zelo nizka in je fajn, da ga pri tem podpremo, da smo mu nek support, da ga razumemo, da sočustvujemo z njim, hkrati pa nekako potrudimo, da smo mi tisti vezni člen, ki dviga to vibracijo, a ne, v družini. Zdaj, vi ste prej omenili to komunikacijo, ki ste jo imeli s hčerkama, niste jima skrivali, kaj se dogaja. Verjetno ste zaradi tega lažje šli čez vse to, predelali neke vzorce. Velikokrat pa se to ne zgodi in nekdo nekomu taji neke stvari, ker misli, da mu bo s tem lažje. Nenazadnje pa mu verjetno lahko dolgoročno lahko ravno obratno povzroči še večji šok, še večji stres. Kako pomembno je torej, da o takšnih stvareh, o takšnih tabu temah, kot so bolezni, kot je recimo rak, spregovorimo, čeprav z otrokom, verjetno pač prilagodimo njegovi starosti. Tako je, ja. Meni se zdi, da je tukaj iskrenost zelo pomembna, ne? Da si ne zakrivamo čustva in lažemo, da bo vse enkrat ok, ampak da sprejmemo, da lahko izid tudi ni v redu, a ne? In otroci to čutijo. Sej mi lahko mogoče prekrijemo pred njimi neke resnice, neka čustva, ampak otroci to čutijo in se mi zdi, da je prav, da smo jim zgled pri temu, da se odkrito pogovarjamo o temu in tako kot ste rekla, ne, na njim prilagodimo njim razumljiv način, da smo jim hkrati v support, da jim nudimo neko čustveno oporo. In pri tem bi tudi poudarila, da če se tukaj mogoče nekdo ne čuti suvereno, da pa vpraša nekomu za pomoč. Veliko je nekih institucij, ki lahko nam pomagajo. Če sami ne znamo in ne vemo, kako, je veliko tudi knjig o temu, kakšen podcast, a ne, tudi brezplačne stvari, s katerimi si lahko pomagamo. Jaz se res poudarjam, naj si vsak nekaj poišče, da mu je lahko v support, ker drugače, če tonemo preveč v nekih teh čustvih brez upa, ni ok za naše zdravje. Patricija, kako ta izguba uči, da je lahko življenje vedno polno in lepo, tudi ko boli? Jaz bi tukaj poudarila, da ko boli, boli. Naj si ne prekrivamo tega, da si vzamemo čas tudi za to bolečino. Ni pa priporočljivo, da v temu in da v teh občutkih preveč časa ostanemo. Ta izkušnja je mene predvsem to naučila, da zdaj vem, da življenje tukaj na zemlji ni večno, da tukaj smo le za kratek čas in da izkoristimo ta čas tukaj maksimalno, da ne odlašamo stvari za nekoč, ko bomo imeli čas, ko bomo imeli denar, ko bodo otroci zrasli, ampak da izkoristimo te lepe trenutke tukaj in zdaj, da si poskušamo vsak dan vzeti čas za nam ljube ljudi, za družino, za prijatelje in da si naredimo te srečne trenutke lepe in da to cenimo in da smo hvaležni za to. Kaj ne rečem, Patricija, najlepša hvala, da ste se vzeli čas in bili danes moja gostja. Vaša zgodba ni le zgodba o izgubi, temveč o ljubezni, ki ostaja in pa o tisti moči, ki jo imamo nekje v sebi, tudi ko je težko in tudi ko boli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, da ste bili v najini družbi. Ostanite na BKTV, mi pa se znova vidimo prihodnji četrtek.